Ja, mi smo v sklopu humanitarnih projektov znotraj Slovenske demokratske mladine se odločili, da letos podarimo tako knjigico, pravljico za otroke, ki bodo so primorani praznike preživeti v bolnici. Jaz pač želim, no, da bo vsej ta majhna pozornost tem otrokom vse za nekaj časa prenesla nasmešek na obrazu. Obenem pa smo se odločili, da bomo donirali 500 evrov, ni veliko, je pa tudi nek znak hvaležnosti za vse tiste zdravnike, zdravstvene delavce in tako naprej, ki ste bili v prvi vrsti v času epidemije. Ja, najlepša hvala za knjige. Na pediatriji si poskušamo najti čas za naše otroke, tako da to res hvala. In pa vsako darilo je dobrodošlo, predvsem pa je bolj pomembno sporočilo, da se nekdo spomni, da smo tukaj, da delamo v dobro eni, drugi, brez drugih ne bi mogli, torej brez vseh, ki nam pomagajo. Seveda smo najbolj veseli, ko nam pomagajo z novimi zgradbami in velikimi aparaturami, ampak če ne bomo nalagali kamen na kamen, ne bomo nikoli prišli do palače. Tako da res najlepša vam hvala. Hvala. Našim otrokom to pomeni zelo veliko, predvsem zaradi tega, ker ni preveč lepo, če ostaneš v bolnišnici za praznike. Občutek imaš, da so te vsi malo pozabili, tudi obiski so omejeni, oziroma obisko ni samo eden od staršev, je lahko zraven, tako da jim zelo prav pride vsaka taka mala malenkost. Nam zaposlenim pa tudi zaradi tega, ker vsak nasmešek, najmanjši nasmešek na otroškem obrazu, tudi nam malo bolj poudari oči, bolj zažarimo, v glavnem lepši so prazniki potem na tak način.